Družba z nami v studiu je Ana Roš, naša, kako ne rečem, ne smem reči kuharica, ampak naša najboljša slovenska, ne šefinja, šefinja. Malo francoščine je treba not razmišljati, ja. Prva kandidatka, če prav razumem, za Michelinovo zvezdico. Od tega pa jaz ne smem komentirati, ker o tem pač ne odločam sama. Je pa dejstvo, da nas čaka resnica čez približno 14 dni. Že? Ja, že. Nisem se zavedal, da je to tako blizu, ampak šanse so zgleda dobre. Ker tudi, če smo iskreni, kdo jo bo pa dobil, če že ne? Ti enkrat pa mora pasti tudi v Slovenijo, ne? Ne, jaz pa v bistvu mislim, da je šans veliko, da se zvezdice razdelijo in v bistvu nikoli ne veš, kakšna nočna mora te lahko v zvezi s tem čaka, glede na to, da delno tudi ni od tebe odvisno. Kriteriji Michelina so pač kriteriji zelo resnih fine dining restauracij in Hiša Franko bi rekla, da ima malo podeželskega pridiha in je malo samo svoja in za svojim karakterjem, tako da bomo videli. Kako ti gre biznis? Lej, mislim, da sem si po dolgem času, po moje po 20 letih vzela 2 dni na teden prosta, hodim po hribih in veliko tečem. Pa ne po svoji volji, kaj? Ne, pa ogromno razmišljam, tudi ne po svoji volji in veliko me strah, tudi ne po svoji volji. V bistvu in veliko upam in tudi to ne po svoji lastni volji. Bi rekla, da posel slabše še nikoli ni šel. Le zakaj? Taki časi so. Dajmo se pogovarjati o tem, zakaj so pravzaprav danes skupaj. Ker si te dni očitno v veliko medijih, na veliko se žveči tvoje ime in žal ne prav prijazno. Povej nam kar sama, kaj se je zgodilo? V bistvu jaz res nisem vedela, zakaj se bova midva danes videla, ampak nimam problema povedati in deliti s tabo. V bistvu jaz sem po naravi upornica, vedno bila, vedno bom. Če prebereš mojo knjigo, ki je pravkar izšla, boš videl, da moja mama enako misli o meni. Ampak kot upornica sem v življenju tudi nekaj ustvarila in se dobro zavedam, da za takšnim delom so nujne predvidevanja, so nujne odločitve in zato... Ampak to, kar je sprožilo to afero, na se ti zdaj probam pravzaprav ni bil nekakšen uporniški tweet. Ni bil tweet, je Instagram zapis, kjer je bil pravzaprav, če jaz prav razumem, največji problem, niti ne toliko, da si menčkrat pokritizirala državo, pa češ puščajo nas o temi, pa ne vemo, kaj bo, pa bla, 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 ampak da si začela svoj zapis z verzom iz Bandiere Rose, iz prepovedane komunistične pesmi, partizanske, fuj. Ti moraš vedeti, da mi Primorci od Bela Čau do Bandiere Rose pojemo in smo vedno peli na žurih in je to po moje komad, ki nas je spremljal nekako celo življenje in nikoli ni bil politično obarvan. Za mene ni politično obarvan, je pa neke vrste znak uporništva in mislim, da v tem hipu bi gostinci mogli na glas, turistični delavci, na glas povedati, kaj zares potrebujemo, kaj želimo, zato da lahko preživimo, ampak pač naš glas se malo slabo sliši in očitno je bilo treba vršeno tako debelo mastno kost, zato da se je kar naenkrat strašna razprava. Se pravi, da lahko razumemo to kot tvojo, pravzaprav kar mečken namerno, mečken žleht provokacijo. Niti ne. V bistvu je bilo eno čisto navadno jutro, ko sem se zbudila in ugotovila, da Avstrija in Nemčija se odločata, da boste odpirale meje, Slovenije ni pa nikjer in imamo ta strašansko dobro sliko in dejansko slika je dobra. In ne vidim razloga, zakaj bi mi morali ostati zaprti in mislim, da je v bistvu tista moja mala uporniška Ana prišla na dan in sem rekla, ampak ne bom se dala. In povejte mi, kaj se dogaja. Na koncu, a veš, brez to, da veš, se ne znaš obnašati. V turizmu rabimo veliko transparenco, zato da se mi pravzaprav turizem lahko vodimo. Ampak, a si kaj spremenila svoje stališče zdaj, ko smo pravzaprav zmagali? Prvi v Evropi.
Prvi v Evropi, zlata medalja, pokal. Na Prvi bistvu, v Evropi, ni več epidemije, spet je. Šele naslednji dan, ko sem pravzaprav ugotovila, da je bil moj Instagram zapis bram politično in ne Zelo. poslovno oziroma Zelo. gostinsko, sem v bistvu ta tweet oziroma to, kar je potem kasneje poslal tweet, v bistvu obrazložila, ampak zanimivo, da te razlage ni nihče slišal in kasneje je prišlo do kar takih grobih žalitev, ki mislim, da ne sodijo nikamor. Ciljeva na tisti ta prvi zapis, ta prvi odgovor mislim, da na spletni strani časnik.si, če imam... Ja, nekaj podobnega. Ki je bil zelo, kar grd. Ja, postala sem slovenska sramota. In tvoji gostje so postali, so bili zapisani kot to pa je cel komunistični gnoj, prenažrt, ki hodi tja in se nabžirajo, razkreto bruhajo. Restauracije so postale reprodukcije gnoja in meni je tako res hudo, ker mislim, da če kdo gostinci smo ponavadi apolitični, torej ne levi, ne desni in vsi politiki so tudi naši gostje, kar pomeni, da so hkrati tudi oni morda reprodukcija gnoja, ampak veš, tako razmišljam, drugo leto smo Evropska prestolnica gastronomije. Res? Nisem vedel. Ja, in če pomisliš, da potem Slovenci tako razmišlja o gostinstvu, o prehranjevanju, je potem dobro vprašanje, če to res smemo postati. Ker morava že končati, ura naj preganja. Naj te sam vprašam že tole. Zakaj imate tako drago? Ja, to je res drago. Veš, da restauracije našega ranga delajo ponavadi na nižjih maržah kot pizzerije. Jaz vem, da se to sliši tako klišejsko, ampak drži, da pač način kuhanja oziroma prehranjevanja, kot je v Hiši Franko in nekaterih drugih slovenskih restauracijah, zahteva ogromno dela, ogromno drobnjakarstva, ogromno ljudi, v Hiši Franko nas je verjetno 40, in ogromno ur in ljubezni. Ampak porcije so povsem mehne, ja niso. Ja, ampak v tem, ki jih požiješ 30, po mojem, moraš se na gumb odpreti, da lažje greš ven. Še nekaj me zanima. Recimo, v gostinstvu najbrž tudi pri vas velja pravilo, gost pa zmeraj prav, gostu treba ustreči, če se le da po svojih najboljših močeh in na to ste se mi zdi tudi vi tudi ponosni. Kaj, če pride en Italijan, debelo denarnico, ne vem, ali pa jaz, z debelo denarnico pridem, pa vrem, sej to je fino, ampak jaz bi pa še en dunajski. A bi mi ga naredili? Ja, ti bi ga. Zares bi ga. Ker lani se je zgodilo na to, da so vsi govorili, da je hrane preveč in da je vse predolgo in da je res preveč, se je pojavil en gost, ki je rekel, tako je bilo dobro, ampak jaz sem še zmeraj lačen. In sem šla in sem imela en velik kos mesa za moje otroke v hladilniku in sem mu odrezala en ogromen kos mesa in mu ga prinesla. In on me tako gleda in rekel, vi se hecate. Sem rekla, dober tek, prosim. In na koncu je šel in me objel in je rekel, najlepša hvala, Ana. Ana, odlično reklamo si naredila. Pridem! Evo, pridi. Pridemo prvi priložnosti. 3. junij je odprto, lahko prideš kar 3. junija, sva kar razmenjena. Zmenjeno. Ok. Sorry. Kako že, Hvala lepa, Ana Roš, bila si imenitna gostja. Ana Roš, družba!